Vsi si želimo biti srečni. Si opazil to? Ne samo želimo, hrepenimo po tem, da bi bili srečni. Sveti Avguštin je nekoč napisal: vsi hočemo živeti srečno, tudi če ne vemo, kako to izgleda v naših življenjih. Hrepenenje po veselju in sreči je ena izmed stvari, ki nas žene naprej, k čemur stremimo. Še posebej v današnjem svetu je pomembnost tega, da smo srečni, presegla vse ostale vrednote. Bog nas je ustvaril s tem hrepenenjem, zato je želja po sreči nekaj dobrega. Celo nebesa, prostor našega bivanja po smrti, si predstavljamo kot kraj večnega veselja in sreče. Jezus jih opisuje kot nebeško gostijo. Tam se pleše, poje, veseli. Srečo pa lahko hitro dojamemo na napačen način. Mislimo, da bomo srečni, če bomo izpolnili vse svoje želje, ki se nam pojavijo. Če si bom kupil nov mobitel, potem bom srečen. Če bom na izpitu dobil 10, potem bom srečen. Če bom šel na potovanje na Islandijo, potem bom srečen. Svoje življenje živimo, kakor nam paše. Želimo, da se vrti okoli nas in na koncu ostanemo prazni, nesrečni. Včasih se nam naše želje ne izpolnijo, včasih jih dosežemo, pa ugotovimo, da je učinek veselja kratkotrajen. In na koncu ostane nesreča. V tem letu nam je bilo marsikaj odvzeto, na kar smo navajeni. Življenje zaradi vseh omejitev ne moremo živeti, kakor nam paše. Naše želje ostanejo neizpolnjene. Bomo zaradi tega nesrečni, oziroma je možno biti napolnjen z veseljem tudi v tem času. Od kje sploh izvira pravo veselje? Danes si ob tej temi pogledamo psalme 30, 145 in 148. Psalm 30 spada v skupino zahvalnih psalmov. Ti so se razvili iz žalostink. Kakor smo videli že v drugem tednu, ima večina žalostink v svoji strukturi tudi elemente zahvaljevanja. Pri zahvalnih psalmih pa je tema zahvaljevanja tako dominantna, da prevlada težko situacijo. V psalmu 30 je psalmist že izven nevarnosti bolezni. Psalmistovo veselje je večkrat izraženo v tem psalmu. Naprimer, zvečer se naseli jokanje, proti jutru pride vriskanje. Moje žalovanje si spremenil v rajanje, strgal si mi razševnik in me opasal z veseljem. Sedanje psalmistovo veselje je postavljeno v kontrast z njegovim žalovanjem v preteklosti. V stiski je vpil k Gospodu, upal in zaupal, da ga bo ta rešil. Gospod ga je rešil iz stiske. Psalmistovo veselje izhaja iz zavedanja Božjega delovanja v njegovem življenju. Bog je tisti, ki ga je ozdravil, Bog je ostal z njim v času teme. Veselje torej ne izhaja iz samih okoliščin, temveč je drža psalmista ob opazovanju Božjega dela. Ko gleda nazaj na svoje trpljenje, ga to ne prevzame z žalostjo, ne smili se sam sebi, kaj vse je moral pretrpeti. Ravno obratno, njegova žalost se je spremenila v veselje. Spomin na njegovo preteklost ni kraj smrti, temveč kraj življenja. Je spomin na delo Boga, spomin na to, da ga Bog ne zapusti. Vsak čas teme je čas Božjega dela. Tudi če mi tega ne prepoznamo, nas Bog ne pusti pri miru, temveč nas spremlja. To zavedanje nas vodi v veselje. Bog nas prav preko težkih trenutkov rešuje in nas osvobaja. Napačnega pogleda na svet in nezaupanja vanj. Ostaja vedno večje hrepenenje po Bogu in njegovi bližini. Zato sveti Avguštin nadaljuje svojo misel iz uvoda takole: s tem, da iščem tebe, svojega Boga, iščem srečno življenje. Iskal te bom, da bo živela moja duša. Zakaj, kakor živi moje telo po moji duši, tako živi moja duša po tebi. Samo Bog nasičuje. Psalm 145 in 149 spadata v zvrst hvalnic. Razlika med zahvalnimi psalmi je to, da tokrat ni konkretnega razloga za slavljenje Boga. Zahvala je odgovor na konkretno Božje delo, recimo na ozdravitev, dar od Boga. Hvalnica pa izvira iz odnosa Gospoda, iz veselja nad tem, kdo je On in kdo smo mi. Slavljenje je najvišja drža kateregakoli ustvarjenega bitja pred Bogom. Je način, kako smo pred Bogom. V slavljenju se zavedamo Božje veličine in presežnost, ki se v svoji dobroti, usmiljenju in ljubezni spušča k nam. David nam piše, da bo stavil Gospodovo ime na veke vekov, vsak dan mu bomo prepevali slavo.
Na zunanje okoliščine ne moremo vplivati, tudi na to, kako jih doživljamo, težko. Naša drža pred Bogom, drža slavljenja pa je odvisna od naše odločitve in ne more biti podvržena temu, kako se počutimo. Tako kot je On vedno z nami, je naša drža pred njim ta, da smo vedno bolj z njim. Da naše celotno življenje postaja psalm, hvalnica Gospodu. Da naše celotno življenje govori o tem, da je On Bog. David v tem smislu zapiše v vrstici 11. O slavi tvojega kraljestva bodo govorili, o tvoji mogočnosti bodo pripovedovali. Ne govorijo pa o Božji slavi samo naše besede, temveč tudi naše dejanja, odnosi, drže. Vedno bolj se poglabljamo v odnos z Bogom, vedno bolj smo prežeti z njim in vedno bolj iz nas sije On. To je zadnji in končni vir veselja in sreče, biti vedno z njim, v njem. Takrat, ko najbolj živimo svoje bistvo, razlog, za katerega smo ustvarjeni. Takrat smo tudi v naši notranjosti najbolj usklajeni. Ne glede na okoliščine, tudi ko okoli nas divja vihar, sta v naši duši mir in radost. Ker se dejstvo, da smo njegovi, ne spremeni, ker je On večji od viharja, tudi od tega, v katerem si danes. Zadnji psalm to vizijo nadgradi s hvalnico stvarstva. Vse stvarstvo vzklika in poje hvala Gospodu, od angelov in ljudi do zadnjega ustvarjenega atoma. Ko slavimo Boga, nismo sami, ampak se kot eden izmed inštrumentov priključimo mogočni simfoniji vsega, kar je Bog ustvaril in kar tudi v tem trenutku od njega prejema življenje. Razlika je ta, da vse ostalo stvarstvo slavi Boga samo s svojim obstojem. Nam pa je podaril svobodno voljo, da se odločimo zanj in sami vstopimo v odnos z njim in ga slavimo. Ta izreden dar svobode nam daje moč, da res vstopimo v odnos ljubezni, ki je obojestranska. Lahko se odločimo zanj ali proti njemu. Prav to tveganje, ki ga je Bog sprejel, daje toliko večjo vrednost naši odločitvi, da mu na njegovo ljubezen odgovorimo s slavljenjem. Tokrat verjetno ni potrebno posebej razlagati, kakšna je molitvena drža 4. tedna. Stani in dvigni svoje roke k višku, k Bogu. Slavi ga z vsem srcem, vso dušo, vsem svojim mišljenjem in vso svojo močjo, ker je On Bog. Zapoj mu kakšno slavilnih pesmi ali pa vzemi psalm in ga na glas moli k njemu. Napiši svojo hvalnico, z vsem, kar si, se obrni nanj. On prihaja, Emanuel. Še malo in ugledal bo ljud sveta, ki ga je ustvaril. Naj bo blagoslovljenih še teh nekaj dni pred Božičem.